Zakaj Slovenija postavlja ograjo sredi gozda, kamor od začetka begunske krize ni stopil niti en prebežnik? Tu je neokrnjena narava, domačini živijo od turizma, ograja pa pomeni konec za ribiče, lovce, turizem, pravijo domačini. Medtem se po državi vrstijo protesti zaradi bodeče žice na meji s Hrvaško. Rezila ogrožajo naše otroke, ubijajo živali, kazijo podobo naše reke in razdvajajo dva naroda, ki sta doslej na tem območju živela v sožitju. Ponekod jo prehodijo, drugod preplavajo, pomagajo si tudi s čolni. Hrvaška policija pa še vedno preverja identiteto moškega, ki so ga pred nekaj dnevi mrtvega potegnili iz ledeno mrzle reke na hrvaški strani. Neuradno naj bi bil prebežnik. Premraženi v mokrih oblačilih, v nekaterih primerih so bili v slabem zdravstvenem stanju. Postavitev začasnih tehničnih ovir poteka skladno s sprejetim načrtom. Postavljamo jih tam, kjer bi lahko prišlo do poskusov množičnega prihajanja na ozemlje Slovenije. Migrant je bil, tako je vsaj verjel, na poti v boljše življenje na zahodu, a njegova pot se je končala na zunanji, šengenski meji v mrzli slovensko-hrvaški reki. Se migrantska balkanska pot po 2 letih spet oživlja. V večini primerov tujci nezakonito prečkajo Kolpo na način, da jo prebredejo ali celo preplavajo. In ob nizkih temperaturah resno ogrožajo svoja življenja. Hrvaški policisti so že obravnavali utopitev. Žal je do tragičnega primera prišlo tudi danes dopoldne, ko so 4 tujci v bližini naselja Žuniči skušali preplavati Kolpo. 3 je uspelo preplavati reko, 4 pa je utonil. Na pol gol v smokar in premražen je sredi noči stal pred vrati hiše prebežnik, ki je preplaval Kolpo. Samo spodnja hlača, tisto, ko je najbolj sneg padal. Noge vse krvave imel. Največ jih skuša preplavati Kolpo. Ta teden sta se 2 že utopila. 6 akcij je bilo doslej, ponavadi sta 2 na leto. V reki Kolpi pri vasi Preloka je zjutraj spet utonil migrant. Gre pa že za 3. utopitev ta mesec. Letos so naši in hrvaški gasilci in policisti našli že 6 utopljenih. Letos je pri poskusu prečkanja Kolpe utonilo že 6 prebežnikov. Na slovenski šengenski meji, tudi v Kolpi, kjer je utonilo že 7 prebežnikov, lahko kmalu zrasli novi kilometri ograje. Slovenski policisti so letos sicer res zabeležili 5 oseb, ki so utonile v Kolpi, hrvaški 4. Nazadnje so ta petek sprožili reševalno akcijo za 2 pogrešanima migrantoma. Močni tokovi, ledeno hladna voda in visok vodostaj so bili usodni za 2 migranta, ki so hotela nezakonito prečkati mejo. Na območju Vinice sta v reki Kolpi utonila. Med prečkanjem reke Kolpe sta včeraj utonila 2 migranta. Enega so našli v dopoldanskem, drugega pa v popoldanskem času. V letošnjem letu so v Kolpi utonili že 4 migranti, lani 5. Tudi zadnji 2 najdbi trupli kažete na to, da je reka Kolpa trenutno zaradi vodostaja in nizkih temperatur zelo nevarna, težko prehodna in je lahko tudi smrtno nevarna. V Črnomlju med vasjo Vukovci in Kovačev Dragon pa so iz reke Kolpe potegnili 2 moški trupli. Utonila naj bi pri poskusu nezakonitega prestopa meje. Kolpa pa postaja reka smrti. Potem policisti v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi in gasilci tako pristopili do pregleda reke Kolpe in tudi informacije na truplo v popoldanskem času. Upravičeni